Lep pozdrav iz Trbovelj, mesta akrobatov, kjer mladi s svojimi idejami iščejo mesto v podjetniškem svetu. Eden od takih je tudi naš današnji gost, ki je seveda svoje mesto že našel s svojimi skakalnimi smučmi, vezmi. Omogoča, da ima Slovenija, ki je že desetletja skakalna velesila, zibelka poletov v planici, da naši orli, smučarski orli, ki pišejo zgodovino, lahko pišejo zgodovino na slovenskih smučeh, tako Domen Prevc, Nika Prevc in seveda še ostali skakalci. Ampak naš današnji gost ni samo izdelovalec smučarskih skakalnih smuči, vezi, je tudi inovator in razvijalec smuči. Gospod Slatnar, lepo, da ste prišli in se odzvali našemu vabilu. Hvala za povabilo in sodelovati v vašem podcastu je tudi neka posebna čast. Hvala, da ste se odzvali in bova kar začela z najpopularnejšo slovensko družino. Kako je torej delati recimo skakalne smuči, vezi za Domna Prevca, ki je letos pometel svetovno konkurenco? Za njih delati smuči je včasih zelo naporno, velik izziv. Ogromno se naučimo mi kot sami od njih, ker se vemo, da sami tekmovalci so najboljši inovatorji. Oni znajo povedati, kakšne težave imajo, mi pa probamo te težave rešiti na ta način, da te probleme postavimo v sam material in ta material nekako se pol odziva na njihove želje in pa na njihove potrebe. Tako da kot pa sam Domen je pa zelo perfekcionist in jaz pravim, da on, če bi mu zmečkal komarja pod nogo, bi ga on začutil, da je neka ovira med čevljem in pa med smučjo. Pa kako to, da se je odločil za vas, Domen? To je nekako posledica. Oni kot majhni so skakali v našem domačem klubu Triglav Kranj in tam druge opreme kot tiste, ki je bila v klubu, ni bila dostopna, takrat je bil Elan in vse ostala oprema in posledično smo mi to nadomestili, to opremo od Elana oziroma naše vezi in ostale izdelke, katere delamo, in nekako je bila posledica, ta prednost je, da smo izredno blizu, 15 minut, 20 minut vožnje z avtobusom, dobre pol ure z biciklom, pa si pri nam iz skakalnice. To je, kdor zna ceniti, velika prednost in pa zelo dobrodošlo in zelo hitro se lahko kaj naredi, odreagira. Tako da je ta pot napram vsem ostalim, ki morajo sesti na avion, prepotovati tukaj, biti en teden, mogoče kakšen dan manj, da nekaj lahko testira. Imajo ti naši fantje zelo veliko prednost, kar se tiče napram vseh ostalih. Pravite, da je Domen perfekcionist. Kako je torej zdaj sodelovati z njim pri razvoju smuči in seveda tudi vezja? Zdaj, ko ga že poznamo, mislimo, da ga poznamo, ampak mene vsak dan, kadar se slišva, me preseneti z nečim novim, kako on raste kot osebnost, kako razmišlja. Ne vem, zdaj včeraj smo imeli en tak krajši pogovor, 2 ure 15 približen. 2 ure 15. Ja, on zdaj momentalno je bil na Norveškem ali pa še je na Norveškem v Oslu, kjer njegova punca je na izmenjavi in ima čas in hodi tam v morju in študira in pol se ga pogovarja vse sorte bedarije, medtem pa tudi kakšne pametne. In zanimivo ga bo poslušati, kaj vse on že razmišlja za naslednjo sezono. Ker on zdaj je nekje na nekem vrhu, stoji na neki majhni špički od spodaj dole in ogromen fundament, neka piramida po njim, vsi z najbolj trdimi krampi tolčejo to piramido, da bi mu se sul pod nogami. On se pa hoče zdaj tukaj neko bazo narediti. Je rekel, no, kle bomo pa mi zdaj začeli. Pravite, da ste imeli en krajši pogovor, 2 uri 15. Ne? Kakšen je torej Domen kot oseba, recimo? Kako ga zdaj spoznavate? Pravite, da se izjemno razvija, ne? Zdaj je na vrhu, ne? In v bistvu vsi bodo štartali naslednjo sezono na njega. Ja, so že štartali, ampak so mehen pozen, saj jaz tako mislim. Domna poznam zelo dobro, od tistega fanta, prva tekma njegova v svetovnem pokalu, toliko in toliko let nazaj, mislim, da je bilo 11-12 let, Klingenthal, zadnja tekma poletna v Nemčiji, in Domen je bil tak dobesedno kot nas kozliček. Vsi poznate kozlička, kako so oni skače, kot bi imeli ne noge, ampak fedre. No, dobesedno on tak je bil, skakal je sem pa tja cel dan in tako naenkrat on vzame smučo, čelado, po stvari pozabil in sem ga lovil tam po skakalnici. Domen, imaš številko?
imam, koliko je tvoja številka, ne vem, toliko in toliko, je ta prava, imaš rokavice, imaš očala, imaš to. On odskakla levo, skakalnica je desno. Mi žvižgamo za njemu, seveda, to je bilo, če ni bilo konc prve serije, on je šel že gor za drugo serijo, pomes je pol ure časa. Kam greš, grem na skakalnico, ga mi navižamo nazaj, tja gor gre, seveda nekaj, ne vem kaj je razmišljal, zanimiv zato, ker je cel skok in se ves potek, ti skok je on naredil, ga je res pobiksal in pridal dom, kad je bil še Goran Janus, prav, Domen, kaj si ti razmišljal? Prav, a moram po pravici povedati. Prav, ja, na rampi sem sedel, pa sem gruntal, kakšen je kurs med evrom pa med dolarjem. Takrat je bil tisti dobi, ko so ga neke kriptovalute zanimale in je on to preračunal, koliko je zaslužil tisti dan. V glavnem, no to je Domen, še danes je tak, ampak zdaj ni več toliko drastičen, mogoče kakšna smuča daj pobegne, ampak... Kako vi vidite to, da smuča pobegne, pa reakcijo tega delegata? Zastonj reklama. Ne? In to najboljše? Najboljše. Ja, mislim, prvi moment je tam bilo, jaz izgledam, pa sem res pomislil, sem nekaj, en predskakal za dober, reklama bo. Ker to se že parkrat zgodilo, to je nekak bolezen prejevcev. Ta prvi to je naredil cene, ampak on takrat je bil sreč, to je sam izjavil, rekel sem bil toliko za nič, da mi je Walter Hofer prinesel nazaj gor na Zaled, da sem tako še skočil pred zadnjim v tisti seriji. To, da so jim smučali, da so izgubljali v zraku, to je bilo čisto nekaj normalnega. Cene, naprimer v Planici, ena zadnjih poletov, pa je vedel, tisti šep tam zadaj dobro ne drži v čevlju, proba tam gor muštater prav, cene, s tem ne skočiti. Se bo zdržal. Je zdržal do 150 metrov, pol ga je pa smuča zapustila. In ker bil je pa zelo jezen pol dol od spode in to zakaj? Ker RTV ni posnela tega. Se pravi, ostala samo ustna anekdota oziroma resnični dogodek. Pa tiste očividci, ki so tam bili, če bojo pa kdaj pričevali za zanamce. Kaj je tisto, kar dela recimo te vaše vezine takšne, da so konkurenčne, da ste z njimi osvojili skakalni svet in da zdržijo tudi čez 150 metrov, če tako rečem? Čem je skrivnost teh vaših vezi, recimo? Nikakršna. Nikakršna? Nekako dostopna, zelo enostavna. Mi tako smo to delali, razvijali, smo študirali, kako to narediti, ker seveda to se dogaja nekje zunaj, na mrazu, na vročem, odvisno od letnega časa, da se da stvar hitro popraviti, da se ne pokvari, da je toliko masivno narejena in pa lahka, da to stvar bojo tekmovalci zamenjali zaradi tega, ker je opraskana grda ali pa se jo naveličajo in potem kupijo novo, tako da te vezi, ne vem, po 10 ali pa še večjih letih sploh klubi tam delajo, ko sploh otroci. Oni žogo vidijo, smuče spustijo, smuče padajo na kamen, po tleh, na beton, kamorkoli, to se obtovče, te smuče prinesejo, kovja poservisiramo in je za 1 leto, 2 let spet brez problemov dela naprej. Lahko bi šli mogoče nekaj bolj zvito in bi delali, ne vem, s plastiko, tako kot vsi radi delajo. Poč se razlom, to lahko očraufaš, vržeš kanto za smeti in več moraš kupiti nove. Kot vemo, se tukaj imamo par predstavnikov kluba iz Zagorja, tu ne blizu. Klubi denarja nimajo, so podhranjeni in vsaka taka oprema dalj časa bo zdržala, to se pravi, na manjši interval ali pa na zelo dolgi interval je treba novo opremo kupovati v klube, tudi nekako zelo prijazno za klube. Mi pa zaradi tega nič kaj manj ne prodamo, ampak konc posledično mogoče še več, pa tudi kot so že prej ugotovila, da smo praktično edini na svetu, ki proizvajamo vezi. Ampak kako ste prišli do tega, da ste edini na svetu, ki proizvajate vezine? Ker prej so bili še ostali proizvajalci, pa ste jih vi v resnici izrinili. To je nek uspeh. Ja, to je tako majhen zaradi jeze, če tako lahko rečem. A res? Kaj pa vas je razjezil? Bil je en proizvajalec v Nemčiji, Wiener, je bil naziv tega, on je bil takrat monopolist, 100% je tam bil. Mi smo razvili po nagovarjanju Janija Grilca, ga vsi poznamo, tak manjši možica, ampak izreden poznavalec skokov in pa oče vseh tekmovalcev nekako, ali pa uspehov v Sloveniji. Daj narediti nekaj, tole plastiko, ki mi imamo nemško, to poka, imamo težave,
Ko pa sej to imate, kaj bomo mi delali. In sem se začel nekaj igrati, delati par let. In pol enkrat, ko je zdaj Planica, pride Robi Kranjc do mene, prav kaj je. A boš zdaj kaj naredil, bomo kaj skakali ali ne bomo. Sem rekel, Robi, letos polet dobiš. In to razvijam, naredim, Robi nekaj probal, on je itak vse probal. Ker, je tako, ne? Ja, seveda. Če ne gre, je pol uprema, ne tekmovalc. Tekmovalc je ta zadnji. Vmes je še trener. In naredim, na kar sem šel do tega Nemca, sem rekel, jaz trga nimam, izdelek imamo, takrat se je to že začelo nekako prijemati. Sem rekel, jaz bi to delal pod vašim imenom, vi pa prodajate, ker imate trg, pa bo vsak nekaj imela. Ne? Rekel, ne, naše vezi so najboljše in mi bomo sami delali, na kar se je to prijel in vsi so hoteli to imeti, ta naš zadnji del. On je nekako sprožil pol nek pravni spor zaradi patenta, posega na njegov patent. Seveda, on je imel patent tako napisan, da je bila tudi sosedova samokolnica v njegovem patentu, da je kršila njegov patent. Sreč smo se pol pravdali in po dveh letih je ta njegov patent zapadel. Sem bil pa jaz smehen jezen, ker sem kar nekaj denarja zmetal za te pravne službe. Sem rekel, veš kaj, ti si mene pravno, jaz bom pa tebe materialno. In sem pol šel in smo razvili še ta prvi del in to je pol začel samo noreti in vsi so hoteli to imeti. Tako da tega skozi več bilo in v roku 3 letih svetovni pokal bil skoraj kompleten na naših vezeh. Zdaj se včasih se hecam, pravim, da lažje povem, koliko jih ne skače na naših vezeh, to sta 2 Nemca, pa še tam imate neke dele naše, tako da vsak nekaj ima. Zdaj probamo tukaj ustati, razvijati, hitro delati, probati vse ostale, ki glavo pomolijo z peska, s kakšno idejo, to njihovo idejo nadgraditi, izboljšati, tako da pol velikrat niti ne pokažejo. Se pravi, se ne obnašate tako oholo, kot se recimo do teh idej, ki jih recimo vidite, pravite rajše, kot se je ta Nemec, ne raje jih nadgradite, reagirate? Ne, če se to pojavi, mi mu ponudimo, da mu lahko mi to izdelujemo, ker so ponovadi tujci in tam je proizvodnja dražja kot tukaj v Sloveniji. Pa pravimo, lahko nekaj delamo za vas, bolj da ga ti imaš, pa za njega delaš, pa bom nekaj ti denarja pobereš, boljš kot pa nič, pa on pol tebi začne vse pobirati. Tako da je treba tudi včasih biti mečken premeten, pa imeti konkurenco nekako pod kontrolo oziroma blizu sebe, da ne spustiš predaleč. Vi ste bili skakalec, koliko ste najdlje skočili? Zdaj mi je že kar nekaj naroden, pa sram povedati, ampak leta gospodovega 85 sem letel na planiški velikanki takrat in je bilo to 146 metrov, rekord je mislim, da je bil 191 metrov, tako da nekako za tiste čase, no, nekaj je bilo, ni bilo pa ne vem kaj. Kdaj se je pa potem zgodil ta prelom, da ste se odločili, da greste v podjetniške vode? Obrt je bila doma že tako od mojih ranih let, majhnih let je oče bil obrtnik in sem se smukal tam krog njega, tudi je bil poznan kot zelo dober inovator in sem se tam navzel oziroma naučil teh stvari. In pol pa, če sem hotel kakšno stvar imeti, oče, če je imel denar, je kupil stroj oziroma kakšno orodje in za bicikl takih stvari ni bilo. Denarja je bil tam vaški odpad ali pa pruh, smo mi rekli, tam so drugi zavračali, smo mi ven nosili, pa popravljali in delali, pa da smo imeli bicikle, prve motorje, gokarde smo z tistih delov naredili in vse podobne vragolije smo počeli in sestavljali. Seveda, spotoma še učiti kakšen material, pa kakšno orodje uničili, ampak on je to kar tako nekako mirno gledal in rekel, lej, sej, ko uničiš, se tudi nekaj s tem naučiš. Ne? Tako da mi je pustil in pa nekako spodbujal skozi to, da in me učil, tudi če kakšen kmet pa šel, rekel, hnemo, pa ti bom postružil, kakšen bolcem so ga zgubili zrednive v nedeljo popoldne, prav mulj znar nuca, ti pa bolce nucaš, so ta že zmenila. Pa je bilo pol za kakšno punco, za nekakšen čaj pelat ali pa za nekakšen sok. Ampak potem pa kasneje skakali ste, ne? Kdaj ste začeli resno? 2001, kdaj ste začeli resno s temi vezmi in tako naprej, da ste začeli proizvodno in tako naprej? Tam nekje okoli leta 2000, mogoče kakšen let kasneje, smo začeli pol bolj resno delati zadnje dele. Pol ta palčka je nekako ven udarila, tista kriva Amanova, takrat, ki je par zmah dosegel in pa 2-krat bil olimpijski prvak.
Ti si bil po enem takem preboj vsega tega, teh vezi in potem se je pa to razlezel kot pa, ne vem, pred parimi leti korona. Kako je pa prišlo potem do tega, ne, da ste v bistvu vi, ker Slovenci ne smo skakalni narod, poleti zibelka, poletov je Planica, tam, če gledaš leta 1900, ne vem, 20 in tako naprej, kako so Norvežani hodili skakati, kako se je poročalo po svetu, še po telegrafu, koliko je kdo skočil v Planici. Ne. Kako je pa prišlo do tega, da ste v bistvu vi na nek način rešili ta nacionalni ponos, ne, da ste, ko se je Elan umaknil, ni več bila opcija, da proizvaja skakalne smuči, da ste vi rekli, bom pa jaz to začel delati. To je bilo pa spet tako, zdaj bo en let, naslednji mesec. Na delu sem praznoval svojih 50 let in nekar v ponedeljek 10 dopoldne me kličejo iz Elana, Leon Korošec, ki je še zdaj direktor tam, prid v fabriko. Jaz umazan čmira, ker delavci smo, pridem tja, tam si direktori tako lepo šlihtani, me posedajo, kaj smo zdaj ušpičali, da so zdaj te glave tukaj. Prav, zdaj pa tako. Danes naprej boste vi tele smuče skakalne prevzeli pa delali, oziroma gre to v pozabo. Te skakalne smuče ali pa ta proizvodna. Sem rekel, kaj, če bom razmislil, ne, povej, a boš ali ne boš, bom. Sem rekel, dobro, škorni so tako veliki, škorni so bili kot čovn, pol na koncu je skazali. Ampak z njihovo pomočjo, podporo, znanjem in pa s svojimi ljudmi ali pa našimi ljudmi smo to fajn sinergijo najdeli, še danes se zelo lepo skupaj pelamo in delamo in razvijamo in mislim, da bolj mehkega prehoda, lažjega vstopa v to, kot rečemo čistega nepoznavalca, kaj smuča je. Jaz sem sam vedel, da v sred begen smreka raste, da je treba posekati pa na koncu zakriviti, pa da z tega smuča ratala. Smo začeli to delati in naredili in pa tudi zdaj je ta smuča, če bi v primeru s tisto Elanovo, mogoče je podobna tako po obliki, po vsem ostalem pa tudi približno ne. Zakaj ne in v čem je ta vaša prednost, recimo, ne vem, da zdaj, ne vem, Domen Prevc skače in za njimi Sara Takanaši recimo je bila na Slatnerju oziroma je. Kaj je to vašo skakalno smučo dela tako posebno, da rečejo, bomo imeli Slatnerje, ne pa Fischer recimo? Mi se res vsakemu tekmovalcu posebej posvečamo. Fischer, na primer, pa nisem tukaj, da bi njih karkoli govoril, ne slabega ali karkoli, je dobra smuča. Vsaka smuča od vseh konkurenc je perfektna smuča, če se poklop vsa oprema, tekmovalec smuča in vse skupaj. Ta komplet je lahko najboljši. Pa je lahko ne vem kaj, ne vem, Domno bi zdaj lahko garažna vrata razrezal, pa zakrivil, pa bi se on dol v dolino metal. Ampak mi se res posvetimo vsakmu posebej, zato tudi nočemo imeti neko maso teh tekmovalcev, ki bi na naših smučeh nastopili, čeprav bi nam mogoče mehen pasal, ampak nekje je tvoj domet. Mi proizvedemo toliko in toliko smuči in z tega naslova 1500 do 1800 parov smuči na leto naredimo. In jih je treba toliko in toliko prodati, da lahko se greš to sponzorirane oziroma posojo smuči vsem tem najboljšim na svetu. In tega mi ne moramo delati v nedogled. Po drugi strani pa še konkurenca dela tako, ker svojo kvaliteto smuče kompenzira s kuvertami, in jaz pravim, da drugod je smuča toliko dobra, kot je debela kuverta zraven. Ker pa ni dobro, pa nam fanti kuvert ne dobivajo, pa nam dobijo material, lahko dobijo 10, 15, 20 parov smuči, če hočejo, ampak fanti tega ne izkoriščajo, Domen pride mogoče do 6-7 parov, ne vem, Lenišek, on je s 3 pari skozi celo sezono pride, in tisto, one enkrat imajo, to je svet igral, ne vem, ta smuča pobegla od Domna, 4-krat smo jo želimo, enkrat je v bando priletela, enkrat je dol v drugo ograjo priletela, enkrat se mu je po naletu dol kotalila, zmeraj kaj poč, in to pol mi to med tednom limamo, na avion zanemo, pa spet skače, tako da zdaj pravimo, če bomo sam še enkrat limali do Planice, bo kar dobro, pol pa
Tako da ima več parov drugih enakih, ampak za njega je ta. In ta model. Zakaj so potem te smuči svet igrali? Smuča je to tako nekako, kot zjutraj, ko vstanemo, smo vsi trdi, ki pa enkrat takole prste prepokamo, pa zalaufajo. Smuča ista more prepokati, se more, toliko in tolikrat se more zviti, toliko in tolikrat je mož v tla vršt. To ne pomeni, da boste doma žena v tla meta, da bo pa lihta prava, kot smučo, ampak to se more nekako upeljati pa igrati. Smuča nova rab toliko in toliko metrov drset po samem ledu, da se vlaufa po domač, da se uteče, da se prelom omehča, lihko tisto pravo trdoto. To so zelo poznani smukači. Smukači voze zelo starimi smučami, ker jih rabijo toliko in toliko vožen narest, da se smuča v voz upele, da pol je ta prava. Lih prav mora biti zmatrana, pa je ta prava. Prej ste dejali, ne, da recimo te veliki proizvajalci, kot je recimo Fischer in tako naprej, dajo skakalcem še kuverte, se pravi, vi pa ne. Kaj to pomeni, da vi jim date samo smuči, brez da bi jim še plačali za to, da skačejo z njimi, ostali pa dajo tekmovalcem še denar? Dajo fiksne bonuse, da sploh tekmovalci pridobijo svoje vrste in pol reče, ne vem, 10 parov smuči na let dobiš in se velikrat naredi, zdaj v Planici bo prišel gospod, rečemo firma X, pa oni porabijo te kvote teh 10 smuč, 3 so še ostale, ker je pogodba taka, da jih mora 10 dobiti, mu še 3 pare prinese. To jaz mislim, da je to brez veze, preč metanje denarja, naredimo ti smučo tako, da bo on zmagoval, ne pa da se bo on tam nekako svaljkal na 15. mestu, če bi pa se pomatrali, pa mehen bolj smučo naredil, bo pa mogoče z 15. se na 10. mesto prestavil in tam je toliko in toliko več denarn sklad in bo z tega tam več dobo. Tako da tudi naši fanti pravijo, Domen, Žaben in vsi ostali pravijo, z dobro smuča bom jaz 2krat na štengah, pa imam jaz tiste bonuse nazaj. Tudi tiste bonuse niso nekaj, ne vem kaj ogromnega, ampak nekatere bolj vlečajo, tisti, ki vejo, da so tam, pravijo, no, pa 10 000, ampak to je napačno razmišljanje in pa škoda. Zakaj je to napačno razmišljanje po vaše? Če se pomatraš in s proizvajalcem stopiš z glavom skupaj, pa da dobiš nek material, ki ti bo odgovarjal, ki te bo dvignil na nek višji nivo. Normalno, če si ti 30, ti boš dobil tam po 100 evrov na tekmo, če si pa 5, je pa to, ne vem, 6-7 tisoč. To se pravi, če ti dobiš denar fiksen, se pravi, 2-3 tekme si ti na nuli, ker ostalo je, greš pa v plus. Tako da je tukaj nekateri, več teh tekmovalcev se je izkazali, tudi naši, ki so prestopili, pa pol sredce za sezone pridajo pa reče, mečkam sem ga ožgal, letos s tole vašo bi pa veliko bolj šletel, sploh na velikankah oziroma na drugih tekmah, ampak sem zafural sezono. To taki zdaj tiščijo nazaj, pa kakšnega vzamemo, kakšnega pa pravimo, vse tam bo, boš tam boš kuverto dobil. Ampak recimo, če vi ne dajete nobene kuverte in tako naprej, kje je potem ta ekonomska računica pri izdelavi skakalnih smuči? Mi gledamo samo divizijo smuči in ta posel se mora na konc leta biti pozitivna nula. Dobro. Mi ne iščemo z tega posla nek zaslužek, ampak imamo neko mejo 36 tekmovalcev svetovnega pokala, katere bomo opremljali brez omejitve, kar se tiče smuči, torb in tisto, kar pa zraven paše. Ta 37, 38 prvič, 2 sta več, kateremu se moramo posvečati, vse vsi ostali 36 bojo dobili neki procent manj pozornosti. Ampak mi smo na tej kvoti, to vemo, da obvladamo s temi ljudmi, ki smo, in njim lahko naredimo, ne vem, tudi čez noč smučo, če bi imeli pa maso, katero bi lahko imeli, ne vem, 100 tekmovalcev, ampak bi bilo pa verjetno predvsej neke jeze in bi bil pol raven tem, ko so vsi ostali, ki imajo 100-150 tekmovalcev po vseh raznih nivojih, je pa to neobvladljivo. To težko slediš, težko si z njimi na testiranjih, težko jim menjaš toliko hitro opremo in pa servisiraš. A potem v bistvu te smuči delate, pravite na koncu pozitivna nula, delate tudi druge stvari, da bo prišla do njih, ne? A to potem, če tako rečem, delate za dušo?
Absolutno za dušo. Tako moraš biti mečken trčen na ta šport, biti mečken entuzijast, mrskej narediti, zaston, volontersko. Če bi tukaj računal ure in vse ostalo, bi bila računica verjetno čisto drugačna, ampak ni vse v denarju, je tudi zdaj nek ponos, nek dokaz, da se da tudi tam nek vasi, nek čist s preprostimi ljudmi ustvariti kakšna velika zgodba in z tega peljati naprej na dolgi rok in od tega je posledično je efekt na drugih poslih, ki jih imamo, čist drugače lahko nastopamo do strank oziroma do naših partnerjev, nas tudi nekaj drugače jemljajo, ker je pa pač ta posel, ki je sam po sebi, rečemo pozitivna nula, s katero smo mi zelo zadovoljni, pa lahko rečem, da smo ena redkih firm, ki proizvajamo smuče, pa da smo v zelenih številkah, ko vsi ostali vemo, da imajo zaradi zelenih zim vsega tega res ogromne vsote rdečih številk, tako da jaz pravim, da župa in vse ostalo se jesta mehno žlico z lopato ni še nobeden jedel. Če se vrnemo samo še malce nazaj, ko ste stvari prevzemali od Elana. Japonci so takrat skakali z Elanovimi smučmi, bili so zelo uspešni, recimo tudi Sara Takanaši. Kako ste njih recimo prepričali, da je vaša skakalna smučka, Slatnar je pisalo na njej, ne več Elan, boljša oziroma enaka, da so rekli, bomo skakali za vašo smučko? Zelo težko. Oni so hoteli na vsak način, da bi bila ta smuča zelena. Tako kot je bila Elanova. Smo rekli, enostavno ne gre, ne more več Elan pisati gor, ne more biti zelena, taka. Oni so me vse avtomobile pobarvane v Elan, potem so mogli to vse prebarvati, prelepiti. Ker nekaj časa je trajalo, oni so zelo tradicionalni, zelo težko se v nekaj odločijo, zelo težko jih nekam premakneš, prestaviš. Ampak potem s časoma se je to prestavilo in je zdaj ta smuča kot perla bela in ta modra in perla bela tam pomeni, tako so meni razložili, neko čistost, neko poštenost in so vzeli to za svoje, tako da tudi za njihov japonski trg izdelujemo alpske smuči. Tudi ja, 10-15 modelov in so tudi tam zelo nekako priljubljene in tam Sara Takanaši ne mine 15-20 minut, če gledaš televizijo, da ne bi nekaj bil en prispevek od nje, ker je ona drugi najbolj popularen športnik na Japonskem in ogromno se pojavljajo te naše smuče in tako da zdaj celo Slatnar Azija, tam podjetje zdaj obstaja, kjer prodajajo kape, čevlje, neke cune na to temo in kar dosti uspešno to tržijo in pa prodajajo. Kako ste lahko vi recimo konkurenčni tem velikim proizvajalcem smuči? Kaj je vaša prednost? Mi smo taki majhni, žgoljavi, kot neka riba, neka kača. Posod nas je poln, pa hitri smo. Vsi imajo to res neke ogromne neke pogone, ogromne nekih pisarn, nekih štempelno, da do nečesa pride. Mi pa kar nekaj je, gremo gor v fabriko, rokava zasučemo, en tam žaga, en tam brus, en to dela, un 3/4, zvečer se pa smuča pokadi tam, da spreše ven. Odzivni in drzni, pa predrzni, če lahko tako rečem, da vse sorte smo že v smučo taknili noter, pa probali, vsej. Tudi Edison je tavženkrat probo, predemo žaranca zasvetila. Če ne probaš, ne veš. S probo, pa ko en problem rešiš, jih 100 novih narediš, ampak nek se pa to jame in se nek pokaže in se ogromno naučiš in ponavljaš in nek rezultat mora biti na koncu. Kako pa imate organizirano, kje je razvoj, kje je proizvodnja, kako je s tem, pa recimo koliko je razmerje ljudi, koliko dela recimo proizvodni, koliko v razvoju in tako naprej. Kako ste organizirani? Sama proizvodnja smuči je v tovarni Elan še vedno tam, ko je bila, ampak to ravno zaradi strojev in pa zaradi sistema vroče vode, ki jo rabimo, ki je pogreta na 110 stopinj, nek zaprt sistem je, da lahko to delamo. V tem je 5 delavcev zaposlenih, ki sestavljajo te smuči. 2 inženirja, ki sta stalno prisotna v Elanu, potem doma imamo pa še 3 fante, 2 sta bivša skakalca, Rok Urbanc in pa Ruban Remic,
pa še en drugi Rok, kateri pa pol skrbijo tukaj doma pri nas v proizvodni za razvoj smuči in pa tukaj delajo dodelave strukture smuči, potem preoblikovanje konice oziroma predelajo balans montaža smuči in pa kontakt s samimi atleti. Kakšen pa je delovni čas v vašem podjetju? Strogo 8 ur, nadurni, sobote se ne delajo, tako da če je pa treba, seveda jaz sam, Rok Urbanc, Urban Remic, pa še kdo, gremo pa pol tudi za vikende nekakšne tekmovanja ali pa treninge, mi imamo pa tak po potrebi na delovni čas. Zakaj pa za ostale ni nadur? Da pravite, da 8 ur in to je to? Delavec mora 8 ur delati svoje pošteno, ostalo je pa za njegove hobije, družino in pač nekateri tudi kakšen fuš naredijo, verjetno doma ali takega. Tudi vsak obrtnik je te prvo fušal, to je čisto normalno. Se pravi, se ne obremenjujete s tem? Ne, se ne obremenjujemo, tudi zelo rad vidim, če fanti pridejo popolne za sebe kaj narediti. Imamo kar nekih, so nekako v prostem času modelari in si kakšno stvar sprintajo, poreskajo, narezkarca, kakšno tako stvar naredijo in doma puzlajo razne letalne naprave in kakšne take stvari. S tem se oni izobražujejo, postajajo vse večji mojstri svoje obrti, ker nam pa tudi konec koncev nam zelo veliko doprinese, ker tudi oni bojo pol s temi izkušnjami tudi izdelek v sami proizvodnji veliko hitrejši in veliko boljše naredili. Dobro, ampak kot sva dejala, vi ne delate samo skakalnih smuči in vezja, kaj še delate? Ojoj, to bom pozabil veliko. Mogoče tak zelo zanimiv izdelek za nas je karbonska harpuna za podvodni ribolov. V Ameriki izredno poznana, priljubljena, zdaj v Dubaju in tam dol, sicer zdaj verjetno bolj malo lovijo, tudi izredno cenjena, potem delamo elektromotorje. Če se ustavijo še pri tej harpuni, recimo, kako ste začeli delati to harpuno? Spet čist na ključju. K nam pride ogromno ljudi, tako kot tukaj v ta razvojni ceni DV Softa pride ljudje, ki imajo ogromno idej, nimajo pa nekako nekih sredstev, možnosti, da bi to stvar spravili v samo življenje. So se pojavljeni fantje iz Maribora, ki so nek startup, ki so imeli idejo, da bodo naredili harpuno, sicer so naredili neko leseno, niso pa imeli možnosti to naprej napredovati na karbonsko in tako naprej. Nam je bilo to kot izziv, kot zanimivo, smo rekli, v ta posel bi pa mi stopili zraven. Mi financiramo orodje, naredimo vam prve prototipe izdelke, brezplačno, pa če bo posel ratal, pa bomo to nekako skupaj zapeljali pa prodajali. Mi bomo neke sestavne dele za vas delali, vi boste pa prodajali. In je tako smo zdaj že kar nekaj izdelkov tako pripeljali v življenje, pa v sam prodajen cikel, 3-4 izdelki, ki se prodajajo po celem svetu in to zelo uspešno. Če bo ostala še malce pri tej karbonski harpuni, koliko je cena? Mislim, da je okrog 2000 evrov. V Dubaju je bila dobro zdaj tam vojna in tako naprej med najbolj popularni, kolikor sem slišal, in tam ne bi dosegali ceno tudi 4000 evrov in več. In pa več, ja. Tam so bili nekako, so bili užaljeni, ki smo rekli, da je 1800 evrov ta vrednost te puške, pa so rekli, to pa nam ne bo šlo, ker je to prepoceni. In smo pol mogli tam ceno dvigati krat 3, no zdaj pa je boljše ratala. Zdaj pa boljše. Ja. So zadovoljni. Recimo, to je en izdelek. Dejali ste, da imate 4 izdelke, ki so zdaj res se prodajajo po celem svetu. Kateri je naslednji? Delamo z enim gospodom skupaj elektromotor vodno hlajen za kargo drone, izredno sposoben motor. Mislim, da je pri 18 kilah dosežen nekje 280 kW moči ta motor in zdaj je po 5 letih so zdaj začele počasi neke podobne serije teh motorjev, da jih delamo, mi naredimo vse stružene, rezkane dele, razen vseh teh neviti in pa teh magnetov, to delajo oni sami. Tak zelo udaren, zelo dober, zelo kompliciran izdelek. Pa smo skupaj razvili tudi z enimi, ki so imeli idejo, z enimi fanti, nosilce za teleskope za opazovanje in sledenje zvezd.
Tudi to smo zdaj razvili, že 3 različne tipe in zelo uspešno se to prodaja v Čile. Tam v Čilah so cele farme teh teleskopov in zdaj je že kar nekaj teh naših nosilcev in pa tudi zelo zanesljivo. To so ljudje, ki te stojala in te teleskope najamejo, so doma po celem svetu in z domače dnevne sobe oziroma svojega prostora upravljajo te teleskope in pa sledijo zvezde, slikajo, ne vem, kaj vse v živo počnejo. Kako pa je z organizacijo vašega podjetja? Vi ste v bistvu družinsko podjetje. Ja, zdaj je bila je še 2 sestri, sta bila, ena se je preselila v Prekmurje, pa je zdaj tam službo najdla. Najbolj že tako stara ratala, da je šla v penzion. Imam še 2 hčerki, obe sta mlade mamice, ena je še nekako na nekem raztegnjenem porodniškem dopustu, ena mlajša se je že vrnila, oče in mati sta oba dva uspešno preživljata penzion in zasluženo, tako da probamo ostati v tem nekak družinskem krogu, pa imamo pa še celo strukturo nadol in probamo tudi tako nekako zelo v kolegijalnem, prijateljskem duhu to delati, pa mislim, da nam gre kar fajn, pa da je taka fajn sproščena atmosfera. Prej ste omenili na začetku že očeta, ne, da ste delali v njegovi delavnici oziroma da ste lahko tam ustvarjali. Mislim, da je bil lani on razglašen za najstarejšega obrtnika v Sloveniji. Še kaj pride v podjetje in tako naprej? Pride kaj pogledat? Je še aktiven? Aktiven zdaj še v toliko, da drži še se tiče stare šole, katere sem se tudi jaz navzel, da zato je priti v delavnico oziroma v proizvodnjo vsega delavca posebej, dobro jutro, dober dan, kako si, 3/4, po kakšno minuto vzeti in to še zelo rad naredi, ker pa je še kar tak dober štoser, ki še en vic pove. Tako da nekako vnese nek tak prvi zagon v jutro ali pa v deloven dan, da proba nekako, če je kakšen bolj slabe vole, pa ga majhen pošpika, pa majhen poheca, pa še slab sliši in še tem pol kakšno tako mem spusti. In tako da se ljudje majhen nasmejijo, jih razvedri in njemu bo tudi nekako baterija nafila in vidi, da se dela, da se nekaj premika v pravo smer in je pol za njega tudi nekak dan, kar se tega obrtništva tiče, kar zaključen in pa je zadovoljen, da pa nekaj je naredil tisti dan. Ampak on je začel že globoko v socializmu, 58. leta, če se ne motim. Ja. Drži, da je prva posoda je bila nočna posoda, ki je v sosedi popravil ali sosedo? Drži. Drži? Ja. In potem je začel kmalu delati tudi za Volkswagen. Ja, prvi delal, cela vas ima stopnice in pa ograje v hišah od njega. Pole je kupil nek prvi revolver stroj, ki je pač mogel kupiti enega za državo, enega pa za sebe takrat, da je začel delati in je delal razne sestavne dele, zobnike za neke motorje in pol že kar malo tudi za avtomobilsko industrijo. Tako da smo bili pol neka leta, smo bili zelo velik dobavitelj koncerna VW, to se pravi koncerna Volkswagen, in smo delali za vse avtomobile, Seat, Rover, BMW, Škoda in pa še Mercedes, Opel, Audi. Smo delali neke sestavne dele za ročno zavoro. To smo delali, lažje povem, da smo imeli 170 ton, 170 ton materijala smo predelali na mesec. Na mesec? Ja, prestružili. To smo delali na 3 zmene, takrat se pa dela na 3 zmene, noč in dan, razen v soboto se ni, mislim, na delo se ni delali, drugače se pa se ni delali in pa to je bilo ta tempo avtoindustrije, z lopato mečeš komade in pol koliko dobro prodaš struške, toliko si pa zaslužil na tem. Je bil to razlog, da niste vztrajali v tem biznisu? Jaz sem to videl in spremljal in gledal in bilo je fajn, delali smo, umazani smo bili, denarja pa nismo imeli. Vmes so prihajale krize, take stvari in sem rekel, to ne vem, če je to smisel življenja to delati. Sem rekel, jaz bi to majhen probal drugače, pa sem šel v te svoje vode, v ta športni del.
In sem prvo, kar sem naredil, sem ukinil nočno izmeno. Oče je rekel, sine, kle si ga pa zdaj v kamen. Tole ne bo šlo, to je treba delati. Od jutra do večera da boš preživel. Pa je kar šlo, nismo propadali. Pa mejdu, da je mogoče še kaj več ostalo. Pa sem pa rekel, zdaj pa treba še to zmanjšati, tako da zdaj sicer delamo na 2 izmene. V soboto smo tako tudi črtali 2 izmene in pa brez nadur, pa s tem, da popolne delata samo 2, da delajo tisti stroji, kateri so potrebni zaradi serijskih proizvodnje in vsega tega. Ostali pa dopoldan in pa ostalo je pa prosta. Če se še malo vrnem na očeta, ne, če se ne motim, je vašega očeta ob obisku Krvavca spoznal sam maršal Tito, ne, ker vaš oče je bil gardist. On je pa takrat delal na žičnici Krvavške in Tito je bil, če jaz to prav razumem, tam na obisku. Ja, on je bil v Titovi gardi v Beogradu, služil pa 24 mesecev kot radiotelegrafist in takrat ga je Tito tudi nekako imel za svojega, ker je bil je hribovec, vajen vsega in ga je za marsikaj uporabil, in ko je med obiskom in lovom na Krvavcu ga je spoznal in vsi tisti okrog njega, ki so ga pazili, seveda on je tam tišal glavo, da bi ga, in ga je le nekako opazil in ga je pol povabil k sebi in mu je pol dal neko posebno vabilo na večerjo in bil pol tam zraven kot neki poseben gost z vsemi tistimi velikimi glavami. Jaz jim pravim, pa naj nobene zamere, jaz jim pravim maščoberji, nek se to nekako zraven bašajo. Je bil med njimi in ima to čas, da je z njim pol večerjo kot stara prijatelja. Kako pa je bilo recimo delati z očetom? Veste kako je, sej velike takih verjetno obrtnikov tukaj, ki so svojimi otroci delali ali pa so zdaj že te starejši, ki so svojimi očeti. To je en poseben izziv. Kako izgleda ta izziv v praksi? Ta izziv je to tako, jaz sem bil brihten, lesen tač. Oče je nekaj vedel, hotel to na mene prinesti, in ko ni bilo dobro narejen, karkoli sem naredil, je rekel, to ni dobro. Pa tudi, če je bilo dobro, za njega ni bilo dobro, zato ker je hotel, da še jaz boljš naredim. Pametoval sem tudi, daj kakšen kladu za mano letu, kakšna taka stvar. Tudi visoki C se je naučil. Ampak sreč, da sem pa jaz skozi leta, da sem se toliko nekako utrdil, pa v miru in sem znal to kompenzirati, nekako to pojesti, pa sem videl, če se nazaj derem, da nisem nobenega efekta. Tukaj bi se drl v severno steno Triglava, sam odboj dobiš drugega, ma ne. Pa če približ stojiš, pa še kakšen kamen dol pade. Tako da to me je dalo eno tako fajn šolo, pa kar nekako sem ponosen, da sva skupaj delala nekje 35 let, pa da sem še nekako cel, da mi kakšna roka ne manjka. Ja, naučil sem se pa, da znam to ceniti. Ogromno sem se od njega naučil, tudi zdaj on prav, da sem ga tudi jaz kaj naučil. Ker zdaj je pa včasih bil en tak zelo skipljiv, zdaj pa kar mehem preveč miren. Tako da to je bila taka dobra šola in tudi zdaj, ko mi vsako stvar 10krat vpraša, si rečem, prej bil ti nemo nekak žul, pa ga skozi nekaj spraševal, pa unteče, da je pa čas, da pa jaz njega poslušam, pa tudi 10tič mu pol povem, pa odgovorim. Se on vmes je pozabil za 9krat, ampak tudi tako pač je, ampak pravim, to je ena dobra šola in se nauči začeti življenje poslušati ostale ljudi, da ne temaraš svoje, ker nič ne dosežeš, in pol v tem duhu greš pol lahko naprej mirno, da pol z delavci postopaš mirno, da ne dvigaš glasu, da pri nam, ne vem, lahko povem, da pri nam v naši firmi glas dvigati je prepovedan. Lahko ga dvigaš, če kakšen dober vic poveš, ali pa kakšno zajebanci, kakšno tako stvar, da bi se pa drl, pa jaz vsakmu, ki pride na razgovor, mu pa povem, če se boš drl, boš tudi se oddrl čez vrata ven. Tako da ni nobenega, to se je normalno in mirno, in pol nimamo nekakšnih krešov, kakšnih takih stvari, kakšnih škod na strojih, ker vse povejo, če se kaj naredi, ker pač vsaka stvar se lahko zgodi, pa naredi in pa rešimo na miren način, ker neka stvar, ki se je že zgodila, je z nobenim odretjem, z nobenim opitjem, z nobenim okriljenjem, ne vem, če jim vsem ne boš tega popravil, ampak
na lep način, nekako kolegialen, se da to vse rešiti na kulturen način. Še vedno najraje dan preživite v delovni hali? Najrajš. Pa če še metle zraven, pa sploh. A res? Ja, to nimaš kaj dosti za furat, falit, pa nekaj je videti, da si nekaj naredil. Tam v pisarni tiste papirje prekladaš, pa nekaj pišeš gor, dol, preračunavaš, odpošljaš, prepošljaš, pa čakaš, če se bojo gospode na strani usmilili pogledati, kva si jim napisal, pa preračunati, tako da je ti spravno, to bi si se delo, metla pa cuna, ta pa da efekt. Ampak pride pa tudi trenutki, ko je pač potrebna slovesna obleka, ne? Kako se pa takrat potem počutite? Ja, ko pa vem. Takle, jaz najbolj enostaven, ker sem enkrat so me vprašali, ena gospa z enega rumenega tiska je rekla, mena mlada, je rekla, da mi povejte, prosim, kaj je vaša najljubša znamka obleke. Pa jaz pravim, Deloza. Pa ni vedela ona, kaj je, no, za mne mlajše, to je ta plava hala, pa deloven kombinezon, ki so včasih delali za delavce in tako gor pri kraj pisali Deloza. Dajte mi povedati, drži tudi, da so Nemci in Avstrijci želeli, da razvijate smuči samo za njih, pa ste vi dejali, da morajo, da ne boste, ker morajo tudi slovenski skakalci imeti dostop do teh najnovejših inovacij. Ja, Nemčija ima kot taka, ima en inštitut FES, se imenuje, tudi vidite na olimpijadi Bob FES, na poletnih igrah vidite kolo v ovalu, ki FES gor piše, in oni razvijajo za olimpijske športe vse sorte artikle, to se pravi, tudi so naredili okovje za smučarske skoke, to so ti dva okovja, ki nista naša. In so nas povabili, so rekli, lejte, budžet v nekih normalah, ampak omejitve skoraj da ni, razvoj in vse ostalo, krčte, ampak sem jih lahko, ampak sem eno željo pa imam, da tudi vse, kar bomo naredili, tudi naši atleti lahko to uporabljajo. Pa so rekli, da ne. Sem rekel, pol pa tudi jaz ne morem za vas, da bom pa jaz nekomu na komando razvojni oddelek, da bo on v sredo klical, če to je raben to pa to, ker imamo tak problem, to pa ne gre. To se pravi, inovacije, vse ideje morajo dozoreti, morajo biti preprobane, tudi gospod kontejner mora marsikaj v sebe sprijeti, preden se to nekaj naredi uporabenega in ni denar vse, pa sem kar ponosen, da smo ostali tukaj, kar smo, pa da delamo z domačimi fanti in ta prvo probamo naše domače fante poriniti naprej. Vse vidimo, so jim kar fajn trn v peti, sem pa kaj, doskrat pomagamo tudi kakšen, ne vem, zdaj tako mehen skromno se lahko pohvalim, da smo dali tisti impuls Dešvandu, da je zdaj prvi zmagal, celo prišel do olimpijske medalje. To so te bombončke, pa te mehne, pravijo nekako v južnjaki, male tajne velikih kuharskih majstorjev. In kako gledate zdaj na vas konkurenca, recimo te veliki proizvajalci smuči, velike nacije, tudi velike smučarske nacije, ne vem, Norvežani, Avstrijci, Nemci in tako naprej. Kako gledajo na vas? Polaki pravijo, da sem Baltazar, Nemci pravijo, da sem Fox, vse sorte, da sem Zvitorepec in tako naprej, ampak z vsem reprezentancem imam odprte vrata. Vsak kontejner lahko grem, vsakmu serviserju dobesedno lahko kufr pogledam, ker z vsemi v nobenega ne tiščim, jim ne vsiljujem nečesa, če nekaj rabijo, pridajo do mene oziroma do naših fantov, se pogovorimo, kaj skupaj naredimo, tudi kaj skupaj naredimo samo za njih in tudi to obdržimo za sebe. Eno leto, po enem letu pa tudi odpremo za vse ostale, tak je moj pogoj, če za nekoga kaj naredimo. Tako da zelo fajn tudi z ostalimi proizvajalci smuči, se zelo dobro zastopimo. Sicer smo pol vsak v svoji sobi, mehen pluvamo čez unga, si videl to, to. Normalno, ne, oni pa verjetno še bolj nazaj, ampak to imajo oni te težave. Tako da probam biti čim bolj dostopen vsem, pa jaz pravim, dajmo delati, ta šport je tako lep, tako je nišen, tako je mehen, ne ga uničiti, dajmo ga probati skupaj stopiti, pa ga poriniti na nek višji nivo, da bo še bolj gledljiv, bolj zanimiv, bolj atraktiven. Kdaj in kdo je prvi zmagal na vaših smučeh? Prvi zmagal Domen. Domen? Ja.
In to zaradi tega, ker je Peter padel. To sta bila prva tekma v Kuzamu. Katerega leta je bilo to, se spomnite, približno z glave? 16. 16, okay. Sezona 16-17, Kuzamu, prva sezona, prva tekma zimska, prvi Domen, drugi Peter. Te sezone tudi pa mečken nihnil, ampak mogoče tudi mehen zaradi družinske hierarhije, ker ni bilo vse pošlihteno, kot bi mogli, da prvi ta starejši, pa pol vsi ostali naprej, so imeli mehen hico, tako pravim, ampak je bil pa Domen tisti prvi. Kakšen je bil občutek takrat, se še spomnite? Na loto zadev, ego je bil fajn nagrajen, tiste kakšne pol ure, se umiriš, ne moreš s tem nič kaj dosti narediti, ampak fajn je, v bistvu, to je nekako bolj potrditev nečesa, da si pa mogoče nekaj prav razmišljal, ali pa da smo prav razmišljali, ne smemo govoriti kot da sem jaz tu, ampak jaz pravim zmeraj, mi smo tam ekipa, smo tim in vsak je pomemben zelo, ker to se pravi, tudi vsak slab je sestavljen iz kapljic, te kapljice pa lahko podirajo bregove, hiše in kaj vse živo, tako da ta celota skupaj, ki smo ta komplet, probamo delati, vsak nekaj doda k mozaiku in pol ni vrag, da ne bi nekaj dobrega vam prišlo. Pravite, Domen je bil prvi, ki je zmagal z vašo smučko. Kako zdaj družino Prevc dobro poznate? Kako gledate na ta fenomen te družine? Mislim, oni so edini, vsi otroci imajo olimpijske medalje. Mislim, da tega v svetu ni. Ja, cene je ta najslabši, bo Bogom jih pojačati, zdaj trenirati, pa skakati. Ja, so zelo, res je vsak toliko drugačen. Kako sem že prej v ta prvem uvodu rekel, da so ki bi vsak z njega svojega gnezda pripeljan, ampak so toliko imajo neko skupno točko, poštenost, delavnost, zagnanost, to so garači, so res nenormalni in pa tudi vsak ima neko lastnost, katerega pa ga nekaj posebej oblikuje in pa dela. In tudi znajo na tem graditi, znajo črpati iz tistega, kar je Peter dosegel, kar se je Cene dosegel in Domen in Nika zna tudi to nadgrajevati. Tako da je to zdaj nekako kot neka družinska igra, kot fajn popotnico so dobili vsi ti že od samih staršev naprej, samo vzgojo in pa tudi vsi ostali tekmovalci, so tekmovalci, to zdaj vidijo in se to leze na njih, prestavlja na njih in pa ta delovnost, tako da tudi ostali vidijo mlajši, da je treba pač enostavno delati. Kako pa Nika? Nika postaja skozi bolj klepetava z mikrofonom, ko pa mikrofon vzamete, pa kamero ugasnete, je pa kar navita. Je kar taka faca. Lepo je to slišati. Delate tudi skakalne smuči? Oziroma čevlje, to sem imel v mislih. Skakalne čevlje razvijamo že od leta Franc Jožef dalje, ampak nam nekaj časa zmanjkuje. Ravno zdaj smo bila s Petrom, smo bila v Nemčiji, Prevcem v tovarni, kjer izdelujejo nemške čevlje, smo šla tja gor, če bi oni lahko po naših idejah nekaj naredili za naslednjo sezono, za naše tekmovalce, pa so nekako privolili. Vzporedno bomo pa tudi, mislim, da letos mi ta čevelj probali do konca zapeljati in pa narediti. Je že potrjen kar nekaj modelov, že se strani FISE, ampak mi še nismo zadovoljni samo funkcijo in pa izplenom, kar naj bi čevelj prinesel, nekaj nam še manjka malega, ampak stvar spet bo dozorela in bo prišel tisti preblisk in ne vem, mesec, 2, 3 se ne bomo od njega ločili ali pa se nam ločili, da ga bomo speljali, pretestirali, probali in ne vidim razloga, da ne bi bil nek dober dodatek, pa neko dobro pomagalo za mogoče pa še kakšen procent več. Je v bistvu sploh še kaj, česar se v skakalnem športu niste lotili? Smuče, vezi, čevlji? Še kaj ostane? Dobro, Robi, mislim, da Kranjec izdeluje pač drese. Drese, ja, ne, tega pa ne rabim. To, če se v skokih komu zameriti oziroma tekmovalcem zameriti, moš delati smuče ali pa drese. To se pravi, smučam se jim že dosti zamerjam, kadar ne gre, da pa dresov pa sploh ne rabim. Pomagali smo razvijati naprave in pa naprave za kontroliranje
dresov to delamo, da bi se pa v samo šivanje v to postopali. To je pa spet čist drug svet. Meter, ki sploh ne moreš milimetra gor razbrati, pa je zelo pomemben, ker je pa dres kar za milimeter prevelik ali pa prekratek. Ne vem, to je čist drug svet spet, katerega pa ne rabimo odrezati. Prej ste dejali, ne, na začetku v bistvu, da vam ta prepoznavnost te smuči odpirajo vrata recimo tudi za druge posle in tako naprej. Kako recimo je to videti v praksi? Bom zelo enostavno povedal, mi delamo za eno firmo Wurt Industry, to vsi poznate, Wurt orodje tukaj. Oni imajo, to je zelo ogromen koncern in tudi imajo neko divizijo stružni in rezkani kosi in mi z njimi že delamo že kar dolgo in preko njih delamo tudi za razne firme naprej. Ne vem, kam se oni to plasirajo. V glavnem, oni imajo tak način delovanja, da ti pošljajo povpraševanje, ti daš neko ceno iz sebe. Normalno, ta prvi odziv, ko je, ti pošlje kakšen mail, ja, nekdo je ponudil pa 3%, boš ceno, če boste dobili 3%, če boste šli dol s ceno, boste dobili posel, na kar kličejo še enkrat, dvakrat, trikrat in zmeran gor pa dol. In na kar me enkrat kliče, prav, jaz bi mogel pa še 2% ceno spremeniti, pa že prej smo že ne vem kolikrat, ker se nam je šlo za ta posel, je rekel bi mogel dosti povedati, koliko pa bi vi sploh radi, da je to za vas idealno, da ceno spremenimo, ne spustimo. Pa so rekli 8%, sem rekel, ok, v redu. Mi damo v novo ponudbo 8%, dražjo ceno. On napiše dol, pravzaprav kliče, prav, če se mi je zmešala, kaj je. Sem rekel, sva se zmenila za 8%. Vedel pa sem, da jim pa že voda v grlo teče. In potem na koncu tako bilo, da so plačali 8% večjo ceno, da so komaj dobili. In so rekli, to sem zato, ker ste vi, Sladner, ker vemo, da ste dober, ker vas poznamo in dajo jim da neko garancijo, da pa če mahaš svojim izdelkom tam po ekranu, po televiziji, tudi v Nemčiji, da to neka resnost mora biti, če ti zaupa cel svet skakalen, da pa tudi oni lahko zaupajo. In tudi kar nekaj firm pride na vrata potrkati, da bi radi sodelovali, pa pol tudi z njimi, z nekaterimi ja, z nekaterimi ne. Pridemo skupaj. Po tej strani nam pomaga pol nekako tudi odpirati vrata in tudi, ko prideš nekam v neko podjetje, se predstaviš, z katerega podjetja si, prisluhnejo, te poslušajo, kaj imaš za povedati, kaj za vprašati. Velikrat pa če ne bi bil, če bil pa sam en Janez tam nekje, bi pa rekel, lejte, žal, študentov ne sprejemamo, posla pa tudi nimamo. Kateri so vaši zdaj, recimo, kaj se vam mota po glavi, česa se, recimo, boste še loteval, oziroma česa se zdaj ta trenutek lotevate, še poleg vsega tega, kar imate še kaj v mislih in tako naprej? Teh stvari je kar ogromen. Zdaj momentalno... Tisto, recimo, kar je najbolj otipljivo, recimo skakalničev ali kaj še? Ta čevelj zdaj s Petrom, potem zdaj razvijamo še eno harpuno za blue water, se temu reče, se pravi za oceane, za te večje ribe, ki ima tudi precej večjo udarno silo. Potem zdaj se razvija še en večji nosilc za te teleskope, za sledenje zvezd, že tretja, četrta generacija. In pa zdaj le nam tak zelo velik izziv, delamo za eno firmo neke nosilce oziroma neke take merilne naprave, ki ga cargo dron odnese na te velike daljnovode in ta naprava ostane na sami žici na daljnovodu 10 let, meri vse podatke, pretok elektrike, koliko se ta žica segreva, razteza. En tak projekt ga zaključujemo in delamo in bo šel zdaj počasi v proizvodno in pa še več takih manjših stvari. Vi ste dejali tam nekje vmes med pogovorom, da ta denar v bistvu ni prvo vodilo, kar vas žene naprej. Pa me zanima, kaj vas zdaj torej žene naprej in ali mislite, da je ta inovativnost v Sloveniji, ne, mladi, da se spodbuja ali se ne spodbuja, ali vi mislite, da je še vedno bolj, če ostaneš v nekem povprečju, da imaš manj težav, kot če recimo poskušaš to svojo podjetniško ali kakršnokoli drugo vizijo uresničiti?
Se vidimo tukaj Cipollino in podobne te izdelke, tukaj ki sem jih prej čast videti. Mislim, da je Cipollino slovenski proizvod. Vsi te pozabljivi ga imajo. Tako da jaz ga imam. No, vse to je fajn. Izdelki, ki so, vsakega moraš delati, če boš ozko razmišljal na slovenski trg, tu lahko delaš, ne vem, potico, pa kakšno tako stvar, da v vasi prodajaš, kakšno take stvari, resne posle, moš pa globalno, svet je majhen, danes tipko pritisneš, pa imaš cel svet na ekranu, je treba tako razmišljati in tudi v svet štartati, pa biti drzen, narediti izdelek, stati za njim, ga razvijati, dodelati do te mere, da bo zanimiv res veliki množici, in če imaš tako podporo, ki tukaj DVSoft, je to veliko lažje. Imaš koga kaj vprašati, imaš kaj videti, kakšen vzor, in je treba delati, biti drzen, dati idejo na mizo, pa postaviti v realnost. Jaz sem srečal ogromno ljudi, ki pridejo tudi do mene. Prav en možak iz Ljubljane, prav jaz imam okoli 60 patentov prijavljenih, nimam pa za kruh. Prav vse vam jih podarim. Samo spravite ene par teh izdelkov v življenje, prodajte, pa ko boste kaj prodal, pa mi kakšen dinar dajte za to. Kaj sem hotel reči, ogromno ljudi ima ogromno nekega papirnatega znanja, potencijala, nimajo pa možnosti to spraviti naprej. In tudi tukaj v DVSoftu je to en, ne vem, briljanten primer in pa vzor, to se pravi, brez egoizma, brez pohlepa, brez ne vem česa vsega, pridite, naredite, pojte v svet, ker tudi sam DVSoft ima stroške s tem, ampak po drugi strani pa ogromen doprinos, ogromen nek benefit imajo z tega ven, to se pravi, je to na koncu, če črto potegneš dolgi rok, je samo plus. Vi svoje rešitve patentirate? Kar dolgo smo pisali tiste patente, pa punkapenga denarja ponudili, zdaj pa niti ne več. Zakaj? Ker se vse prehitro razvija? Ali? Prehitro se razvija, pa da je patent podeljen, oziroma modelna zaščita je dosti hitrejša, da to dobiš podeljeno, da to stopi v veljavo, je ta stvar za nas že zastarana. Če nekaj res nekaj taga, ki bi tudi v drugih branžah to nekaj premaknili, pomenili, pol se zaščiti in pa pusti, drugače pa ne. To bi bilo tukaj dober zgled Italija. V Italiji lahko patentiraš, jaz ne vem kaj, kar češ. In država to podpira, tudi te patente plačuje, in je pol to zelo enostavno delati, tudi patentirati, ker po eni strani je nek smisel, ampak če pa ti za to zapravljaš ogromno nekega denarja, je pa ogromno nekega dela gre v nič za zelo slab izplen. Povejte mi, kaj pa najraje počnete v prostem času? Kolikor ga je? Dosti ga je. Ga je? Saj se ga vzamem. Si ga vzamete? Ja. Zelo rad kakšen bicikl, peš, kakšno turno smučanje, iz partnerko polet, na morju kakšne sikaja, kakšne take stvari, ali pa kakšne stare avtomobile šraufam. Če nisem dosti umazan bil med delnikam, pa se pa kakšno sobotan dela, če slab vreme, se pa še tam dodatno zašmiram. Kaj pa je za vas največja vrednota, recimo? Največ vrednota je za mene, kar se vidim s posla ali pa z tega ven, da si en projekt pripeljal iz nule, z minimalnimi stroški, to se pravi dobesedno iz nekih odpadkov, da si nekaj sestavil uporabenega, pa spravil do te mere, da je tudi zanimivo drugim, da lahko nekom olajša življenje ali karkoli. Da nek projekt pripelješ do konca, to se pravi, tako kot se ti rodi otrok, da ga pripelješ do denarja samostojenega, da ga naučiš, da zna sam zaslužiti denar, da delavce pridobiš, pa da ga mogoče kakšen, ki je mehen bolj eksploziven, da ga umiriš, da se zna v okolje noter pripeljati, da neko stvar pripelješ do enega cilja uspešno, ne da obupaš tik pred ciljem, ker ne veš, kje bo, ta cilj, da stvar pripelješ do cilja, da jo zaključiš, rečeš, to je pa narejen, zdaj lahko pustim ta stvar, živi samostojno, dela samostojno, gremo na nov izziv. Mi imamo tukaj tudi vprašanja publike, zato imamo tukaj 3 zelo zanimive.
Glede na to, da se posodablja, povečuje planiška skakalnica in po 2027 pričakujete polete plus 270 metrov, ali so v planih tudi kakšne tehnološke ali celo oblikovne spremembe, nišne tehnologije, materiali prilagojene takim poletom? Iz to povečavo leta 28, to se pravi, drugo leto še ostane ta velikost letalnice, kot je, v ponedeljek po tem planiškem tekmovanju bojo spustili sketne stroje, pa bojo razkopali in povečali, ker v leta 28 je svetovno prvenstvo v smučarskih poletih, kjer bojo tudi prvič letele kot na svetovnem prvenstvu v poletih tudi punce. In ta skakalnica letalnica bo močala nekje 270 metrov varne polete. Dokje pa lahko leti človek po vašem? Kobayashi je dokazal, da se da leteti 300 metrov, par metrov manj, mu je zmanjkalo, ampak tudi zdaj med tem kratkim pogovorom z Domnom sva zdaj govorila, pa sem ga majhen špiknil, če že kaj se meni pa dogovarja iz Red Bullom, da bi to ponovili, pa sem rekel, dobro, da tebe niso zbrali, ker v načinu, ki je takrat skakal, pa je skakal dosti boljš, letel dosti boljš kot Kobayashi, da bi šel pa krepko čez 300 metrov, tam mislim, da bi dol bilo tam možno okrog 350 metrov poleteti, ker ne bilo nič čudnega za Domna, pa tudi on ne bi nič kaj bremzal, še pogasil bi stopil. Tako da planica nekje 270 metrov bo realno. Zdaj bomo videli, kaj bo zdaj Vikersundu naredil, na vsak način jim hoče podreti in vzeti rekord. Sem rekel, ok, dober, zdaj rekord jim boš pobral v Vikersundu, kaj boš pa v planici naredil? Ker boš prestavil, rekel, nič skrbeti, bomo pa planico tako naredili, da bo pa spet še v planici rekord. Tako da zdaj, če greste v planico, pa je to norost pogledati. Bojo skoki prej, ko slej, bojo spustili, ampak 300 metrov, mislim, da pa raven tako hiter ne bo, razen kakšen tak spektakel, mogoče Red Bulla, pa mogoče kakšnega taka, da bojo kaj naredili. Športnik in podjetnik, kaj je podobnega v teh dveh poklicih? V obeh dveh panogah moraš biti ta prvi res garač. Verjeti v tisto, kar garaš, in z malimi koraki napredovati, delati, vztrajati, stati za tistem, kar delaš, in pa ponavljati. Če je napaka, se treba pobrati, je treba mečkano okrog iti po eni ali po drugi strani, ali nazaj, če je zid pretrt, zalet vzeti, pa se še enkrat zaleteti, če je treba. Prej ko slej bo luknja ratala skozi. Delati in postrajati na tistem, kar si, verjeti, da si najboljši, biti boljši, se izobraževati, učiti, biti pripravljen učiti, poslušati dobre ideje, pa delati, drugega ni. Gospod Slatnar, najlepša hvala, da ste bili naš gost, da smo izvedeli zelo zanimive stvari, kar se tiče sveta smučarskih skokov, poletov in pogleda na posel, podjetništvo z vašega zornega kota. Tako da res najlepša hvala, da ste bili naš gost. Hvala. Ja, hvala lepa tudi vam. Zdaj preden pa čisto res zaključimo, še mladi akrobat Matej Marjanovič, Dexdia. Zdravo, moje ime je Matej in to je moj izdelek Dexdia GX. Je naprava za merjenje moči stiska rok, kar je pomemben bioindikator zdravja. Glavna prednost moje naprave je povezava z mobilno aplikacijo, ki omogoča neposredno prenos podatkov pri sami meritvi in pa enostavno analizo podatkov. Z analizo tako leve in desne roke lahko spremljamo mišično uravnovešenost, kar pa športnikom omogoča boljše rezultate in pa preprečitve poškodb. Zdaj pa bi napravo rad tudi na kratko demonstriral, pa bi prosil gospoda Slatnarja, da izmeriva moč njegove roke. Evo, lahko sem na hitro malo res pripravim.
V redu, čakajte, da še klade v aplikaciji. Evo, zdaj ne vem, da se bo na kameri videl. Lahko probate, evo, gremo. Super. Evo, smo izmerili moč roke, to je bila vaša desna. Evo. In super, imamo meritev, zmerjena. In ja, in tako, hvala za pomoč pri demonstraciji. Ja, in tako lahko enostavno tako fizioterapeuti kot kineziologi merijo moč stiska rok pri športnikih, s katerim sodelujejo. Ja, izdelek je na voljo na spletni strani dexdia.com. Za vse, ki ste pa tukaj v živo, je pa na voljo demonstracija odzadaj, tako da se lahko tukaj v živo izmerite moč stiska rok. Najlepša hvala.